Prikazali vam bomo, kako izpolniti prijavo za vpis. Na prvem koraku izberete ustrezen razpis in vrsto prijave. Najprej izberete državljanstvo, nato stopnjo študija in opcijo glede na visokošolski zavod. Če izberete javni visokošolski zavodi in koncesije, se vam v nadaljevanju odprejo prijavni roki in vrste prijave, le za te zavode, kjer za redni študij ni predvideno plačilo šolnine. Sledi izbira prijavnega roka in vrsta prijave. S klikom na gumb Nadaljuj se pomaknete naprej. Vnašajte osebne podatke, kot so navedeni v osebnem dokumentu. Pričnete z vnosom EMŠO številke. Spol in datum rojstva se izračunata iz EMŠO. Ime, priimek in e-pošta se prenesejo iz registracije. Preverite podatke in jih popravite, če je potrebno. Podatek o državljanstvu se prenese z prvega koraka in ga ni mogoče spreminjati. Obvezno morate vnesti še kraj in državo rojstva. V razdelku Stalno prebivališče začnete z vnosom naslova. Za stalno prebivališče v Sloveniji se vam po vnosu prvih 4 znakov imena ulice prikažejo možni naslovi. Z vnosom naslednjih znakov se bo ponujeni nabor ožil. Ko bo v vrstici vnesen naslov, se bodo podatki prenesli. Če je vaš naslov za obvestila isti kot stalno prebivališče, kliknite gumb Isti kot stalno prebivališče. Če naslov ni isti, vnesite nove podatke. Na koncu izberete še vašo najvišjo pridobljeno izobrazbo. Če izobraževanja, s katerim se prijavljate za vpis, še niste zaključili, vnesite Klasius SRV izobrazbo, ki jo boste pridobili. Če ste oziroma boste končali splošno maturo, izberite 15002. Za poklicno maturo pa 15001. S klikom na gumb Nadaljuj se pomaknete na naslednji korak. Označite z da ali ne, ali spričevalo o končani srednji šoli že imate. Nato izberite še način zaključka srednje šole. Po potrjevanju prve izobrazbe se vam bo pod seznamom prikazal gumb Dodaj izobrazbo. Vnesete lahko največ 2 srednješolski izobrazbi. S klikom na gumb Nadaljuj se pomaknete na naslednji korak, kjer morate preveriti podatke o dosedanji visokošolski izobrazbi. Zapisane so 4 trditve, na katere odgovorite z da ali ne. Če boste odgovorili z da na drugo, tretjo oziroma četrto trditev, boste morali na naslednjem koraku vnesti podatke o dosedanjem visokošolskem študiju. Prijava ima vgrajeno kontrolo, da pri odgovoru z da na prvo, drugo oziroma tretjo trditev v nadaljevanju ne boste mogli potrditi želje za redni študij. S klikom na gumb Nadaljuj se pomaknete na naslednji korak. Vnos želenega študija. V prijavi lahko vnesete do 3 želje, lahko pa tudi samo 1 ali 2. Vrednosti v spustnih menijih se prikažejo glede na izbrani razpis za vpis, prijavni rok in vrsto vpisa, ki ste jo označili na prvem koraku izpolnjevanja prijave. Izpolniti morate vsa polja, izjema je le polje Smer modul, kjer izberete med ponujenimi vrednostmi. Če vrednosti ni, pustite polje prazno. Na koncu izberite še način študija, redni ali izredni. Po vnosu prve želje s klikom na gumb Dodaj študij vnesete novo željo. Na isti način dodate tudi tretjo. Pomemben je vrstni red izbranih študijskih programov, saj bo kandidat uvrščen v prvega, za katerega bo izpolnil vse pogoje. Zato izberite le tiste, za katere boste izpolnjevali pogoje in kjer želite študirati. Vrstni red že vnesenih želja lahko spremenite s klikom na gumb Pomik gor ali pomik dol. Nadaljujte z izpolnjevanjem prijave. Ste na koraku priloge. Prikaz na zaslonu je odvisen od označene srednješolske izobrazbe. Če ste vnesli splošno ali poklicno maturo v Sloveniji, na tem koraku ničesar ne vnašate in tudi ne pošiljate nobenih prilog, saj bodo podatki pridobljeni od Državnega izpitnega centra. S klikom na Nadaljuj se vam prikaže opozorilo. Pozorno ga preberite in potrdite. Sledi predogled in elektronsko pošiljanje prijave. Podatke preglejte. Če podatki niso v redu in jih želite spremeniti, se s klikom na gumb Nazaj vrnete na predhodne korake.
Če so podatki pravilni, nadaljujte z elektronskim pošiljanjem prijave v EVŠ, kliknite na gumb Pošlji. Sledi opozorilo, če želite oddati prijavo za vpis, saj po oddaji ne boste mogli več popravljati. Klik na gumb Da elektronsko pošlje prijavo v EVŠ. Postopka ne prekinjajte. Odpre se zadnji korak, tiskanje obrazca. Prijavo morate obvezno natisniti in jo podpisati, ter v roku priporočeno poslati na naslov, ki se izpiše na obrazcu. Po uspešno elektronsko poslani prijavi prejmete na svoj elektronski naslov elektronsko potrditveno sporočilo in PDF obrazec. Prijave za vpis, ki je elektronsko poslana v EVŠ z uporabniškim imenom in geslom, ni več mogoče spreminjati. Dokler je prijavni rok odprt, lahko prijavo za vpis izbrišete in jo izpolnite še enkrat od začetka. Iz prijave se odjavite s klikom na gumb Odjava.